Hvala za udeležbo. Jaz bi sam rad par stvari povedal, zakaj smo se tle danes zbrali. Pravi, Andrej bo predstavil par knjig, svojo knjigo, pa še ne par drugih zadev, ki se prodajo prek Novih obzorij ali pa tudi prek njega osebno lahko kakšno stvar kupite. Začeli smo z eno idejo, tako da bi se mogoče malo večkrat dobili. Se pravi, ideja je taka, da se najprej pogovorimo o teh stvarih, ki so objavljene javno. Se pravi, tisti, ki ima kaj zapovedati, bo pa lahko vprašal ali pa tudi kaj dodal k stvarem, no, ali pa če kdo, verjetno se že vsi prebrali te knjige, verjamem, no, ampak glih tukaj, da tisti, ki ste že, tisti, ki pa ne boste, bomo dali malo okoli, da te malo pogledali še, pa mogoče kaj ven stisnili, mogoče kakšno knjigo kupili, pa mogoče kdaj kaj vprašali avtorje. Torej, no, mislim, za vsebino bo pa on zdaj malo več povedal. No. Ja, no, najprej bi pač povedal, da pač, kot si ti rekel, avtor, jaz nobeno teh knjig nisem napisal, tole sem sicer prevedel. No, pri tej Evropa narodov sem sicer par poglavij napisal, ta zadnja Neupogljivi so pa pač v bistvu intervjuji, ki sem jih jaz pa še en novinar opravlja za tednik Demokracija. Ampak, če se pač vrneva k temu, kar je on povedal, pač namen je seveda, da se pač začne nekako tudi v slovenski javnosti, pa najprej predvsem na desnici, pa med ljudmi, ki to pač v bistvu že poznajo do neke mere, širiti tudi določene ideje, ki so pač same po sebi pač desne, ampak pač predstavljajo neko, rečemo temu, zelo splošno rečeno, neko identitarno desnico, ki pač temelji predvsem na neki miselni šoli Evropske nove desnice in ki pač v bistvu za razliko mogoče od kakšne bolj, če temu tako rečem, mainstream desnice, nasprotuje tako temu modernemu liberalizmu in potrošništvu, kot tudi pač komunizmu, ne? Pa socializmu, pa vsej tej jugonostalgiji, ki smo jo v Sloveniji še kar priča. In nekako sta se odločila, da danes nekaj povemo o teh knjigah, ki so pač na voljo in pač, ki so pač v slovenščini na voljo, da se popravim in pač predstavljajo te neke ideje. Ne? Zdaj, če pač kar začne glede samih knjig, ta Vrnitev resnične desnice, to je pač ena precej kratka knjižica, nima niti, 79, skoraj 80 strani torej. In pač ta knjiga je tudi recimo dobra odskočna deska za vse te ideje, katere bi nekako radi približali in slovenski desnici, če lahko temu rečem, in neki slovenski, nekim nacionalističnim krogom, identitarnim krogom in tako naprej. Ta knjiga pač v bistvu nekako opisuje, kaj ne bi bila to neka resnična desnica. Obenem, če pač lahko še omenjam avtorja, pač Daniel Friberg, to je pač en švedski avtor, ki je v bistvu predvsem ustanovitelj ena največjih, rečemo temu, disidentskih založb Arktos. In v tej knjigi je nekako na en zelo tak preprost način v bistvu opisal te neke glavne ideje, neke resnične desnice, torej neke desnice, ki za razliko od te politične desnice, ki jo poznamo, se ukvarja predvsem z metapolitiko in se pač v bistvu dotika tudi nekih stvari, v katerih pač v bistvu pri tej osrednji konzervativni desnici pač ne bomo slišali, zato ker konzervativna desnica je vedno tudi sploh v političnem smislu nekako podrejena oziroma se podreja pač levici, od nekaterih stvarih noče govoriti. En tak primer so naprimer množične migracije, kjer, kot vemo, bo pač neka bolj osrednja desnica vedno poudarjala to, da je problem, da se migranti nočejo asimilirati, medtem ko v tej knjigi boste pa pač prebrali, da ni samo to problem, ampak da je dejansko problem to, da pač obstajajo neke biološke razlike med ljudmi in med rasami in da pač določene rase ne morejo skupaj živeti v neki multikulturni utopiji, ne. To je pač en tak primer. Knjigo bo on kasneje malo bolj obsežno predstavil, tudi izrazoslavje noter in tako naprej, ampak sem, da še kratko poveš v ostalih knjigah, no. Preden se vrnemo nazaj na tole priročnik. Dobro, zdaj omenil sem, da ta knjiga nekako temelji na nekih idejah miselne šole, tako imenovane nove desnice. Zdaj ta manifest za evropski preporod je v bistvu na nek način manifest te nove desnice, ki sta ga napisala Alain de Benoist in Charles Schumpeter. Alain de Benoist je sicer en od glavnih, če lahko temu rečemo, filozofov ali pa avtorjev ali pa mislecev te francoske nove desnice.
To je bilo pač v bistvu neko tako gibanje, ki si je razvil že konec 60-ih let iz enega francoskega think tanka Grece in je, kot sem že prej omenil, nekako nasprotoval in temu liberalizmu, ki je bil pač v bistvu vladal po drugi svetovni vojni v zahodnji Evropi in seveda pač tudi nekem internacionalnem socializmu, ki je dominiral v vzhodni Evropi. Ne. Zdaj, če grem naprej, Posmrtno poročilo je v bistvu knjiga enega hrvaškega avtorja Tomislava Sunića, ki prav tako velja za enega od predstavnikov te evropske nove desnice. Ta knjiga je pa v bistvu zbirka raznih njegovih člankov in tekstov, ki jih je v roku, mislim, da jih je začel že tam v 90-ih pisati in so bili tudi že prej objavljeni v raznih časopisih, ampak tukaj so pač zbrani v eni knjigi. Ne. Zdaj ta naslednja knjiga Evropa narodov je pač knjiga Generacije identitete, ki kot veste v Sloveniji ni več aktivna, ampak kljub temu, pa tudi v tujini v bistvu niti ni več aktivna, ampak se je večinoma preoblikovala v kakšne druga gibanja ali pa projekte, ampak v vsakem primeru so pač tudi zanimivi eseji, zanimiva poglavja, ki bolj na široko razlagajo o tej identitarni misli. No. Ta zadnja knjiga Neupogljivi je pa, kot sem že rekel, v bistvu zbirka intervjujev, ki sva jih jaz in novinar Bogdan Sajovic naredila za tednik Demokracija. In tukaj sem jaz naredil tudi recimo intervjuje z raznimi osebami iz tujine, recimo z Martin Zellnerjem, ne vem, s Kevinom McDonaldom, tudi z Alanom de Benoajem, ne, ki so pač v bistvu nekako predstavniki te neke disidentske ali pa, kakor v tej knjigi prav avtor, resnične desnice. Ne. Tako da to je to, kar se tiče ene hitre predstavitve teh knjig. Kako? Hvala, Andrej. Zdaj pa... Če boste pol za vsako knjigo posebej, lahko priješ še pa doktor lista. In doben problem. Vrnili se bomo samo na prvo knjigo. No. Notri je, mislim, da je iz 3 poglavij zadeva narejena, kot sem jaz opazil na začetku, in zelo dober uvod, ki ga je on napisal, je pač predgovor. Potem je opis, na koncu še izrazoslovje, ki mislim, da bi ga mogli najprej predelati, sem zdaj vprašanje. Izrazoslovje, ki se uporablja na tej novi desnici. Ja, no, v tej knjigi, ta knjiga je v bistvu, kot sem rekel, dobra odskočna deska za nekoga, ki bi mogoče rad pobliže spoznal te zadeve, te disidentske ideje. V bistvu pa tudi sama dosti dobro predstavlja to celotno miselnost, svetovni nazor, kakorkoli bi temu rekel. Več je noter poglavij, eno poglavje se recimo ukvarja tem, kako se recimo obnaša v primeru, če pač nekoga, zato ker je napisal nek politično nekorekten komentar ali pa kaj podobnega, kako se obnaša, če se potem v bistvu zgodi, da vas recimo začnejo levičarski novinarji okoli vam domače povedan težiti in tako naprej. Potem eno poglavje se v bistvu nekako ukvarja s tem, kako živeti neko življenje v skladu z nekimi evropskimi tradicijami, pač v tem današnjem času neke pač potrošniške kapitalistične družbe, kjer pač vemo, da te tradicije pač nekako so v zatonu, oziroma se nasplošno do njih pač ta prevladujoča ideologija liberalizma obnaša zelo cinično in celo sovražno. Po moje pa pač tudi najbolj zanimiv del knjige, tako imenovan metapolitični slovar, ki pa pač v bistvu razlaga razne izraze, ki se pač uporabljajo, rečemo, v teh desničarskih identitarnih krogih, torej kaj ti izrazi pomenijo, po drugi strani pa pač tudi nekako predeluje določene splošne izraze, ki so pa nekako izgubili pomen danes, oziroma je bil njihov pomen nekako sprevržen. Ne? Zato, ker vemo, da v tem tako imenovanem kulturnem boju se v bistvu levica tega zaveda, da so pač v nekem kulturnem boju, kulturni vojni besede glavno orožje in zato seveda pač določene besede ona popolnoma okolo obrne, sprevrže, jih pač spolitizira v bistvu. Ne? In tukaj nekako imamo tudi neke čisto splošne izraze, kot so recimo narod ali pa nacija, ki so danes ratali pač zamegljeni, zato ker jih osrednji mediji v skladu z nekimi levičarskimi idejami uporabljajo pač na nek način, da danes v bistvu je lahko pripadnik naroda vsakdo, ki ne bi imel državljanstvo, ali pa tudi vsakdo, ki je pač ne samo rojen v neki državi, ampak ki pač dobi državljanstvo. Ne. Tako da za enega levičarja je pač nekdo, ki pač tukaj že generacije živi, enako Slovenc kot nekdo, ki je, ne vem, pač 10 let iz ladje ven skočil v Evropo in je pač tukaj dobil papirje. Ne. Rečemo, v knjigi tudi take izraze pač nekako postavlja na njihovo pravilno mesto, pač upošteva biološke faktorje, rasne faktorje, etnične faktorje in tako naprej.
Je pa seveda ta poglavje predvsem bolj zanimiv, zato ker potem tudi razlaga razne izraze, kot je recimo razne izraze, ki se pač uporabljajo v teh identitarnih krogih, kot je recimo, ne vem, etnocentrizem, sicer izraza velika zamenjava, ki je pač ki se zelo pogosto uporablja, ni noter, ampak pač podobni izrazi so nekako razloženi v teh knjigah, predvsem ti izrazi, s katerimi se pol nekdo, če tudi naprej bere v teh zadevah, ali ga pa pač to zanima, tudi vedno znova srečuje. Ne? Ja. Izraz metapolitika, recimo, dostikrat se omenil, seveda, kaj to pomeni metapolitika? Metapolitika v bistvu pomeni kakršnokoli politično delovanje ali pa delovanje, katerega cilj je ustoličenje oziroma prevlada neke ideologije, nekih idej, v bistvu ideologija, mogoče niti ne najboljša beseda, ampak bi bila boljša beseda nek svetovni nazor, ki pač zaobjema in to, kako gledamo na človeka, na človekov obstoj, na cel svet, na odnos, na medčloveške odnose, skozi zgodovino, v sedanjosti, kakorkoli. Torej, metapolitika pač v bistvu nekako se ukvarja s tem, kako spreminjati neko javno mnenje, kako spreminjati neke glavne prevladujoče vrednote v določeni družbi. Neka desna politika torej pomeni, kako v neki družbi izven okvirjev parlamentarne demokracije. Ja, seveda, to je pač izven okvirjev neke parlamentarne politike, parlamentarne strankarske politike, pa parlamentarne politike. Metapolitika je pač predvsem delovanje izven teh rečemo temu klasičnih političnih okvirjev. Metapolitika je lahko vse od tega, če nekdo piše blog, če je aktiven na družbenih omrežjih, do ne vem, limanja nalepk, do takih okroglih miz, kot je tale danes. Ampak pač, če se vrnem k temu, metapolitika predvsem hoče neke prevladujoče vrednote v neki družbi pač spremeniti, hoče vplivati na kulturo, hoče vplivati na neko splošno miselnost in jo pač preoblikovati tako, da začne ta miselnost odgovarjati nekim svetovnim nazorom oziroma svetovnemu nazoru, ki ga metapolitika hoče ustoličiti v neki družbi. Zato je v tej knjigi avtor Friberg piše, da metapolitika je v bistvu predhodnica politike in da če je metapolitika, kakor bi se temu rekli, dosežena v svojem idealnem smislu, pač v bistvu potem neke parlamentarne volitve ratajo samo stvar neke, pač niso več tako pomembne v smislu, da itak pač v bistvu imajo vsi že neko stališče in bojo pač neko stranko izvolili, katera to stališče najbolj zastopa. Tako da ja, to je pač neka metapolitika, seveda tudi glavna strategija vseh teh identitarnih gibanj, nove desnice, nacionalističnih gibanj, ki so danes v Evropi najbolj aktivna in tako naprej. Je še kakšen drug termin, recimo, ki bi bil pomemben za mogoče nekaj, kar je povezano s samo metapolitiko, je pač tudi to, da danes pač obstaja neka levičarska kulturna hegemonija, to pač pomeni, da in vse neke ustanove in vsi pač osrednji mediji in tako pač promovirajo in pač širijo neke ideje, za katere danes pravijo, da ne bi bile zdravorazumske, da ne bi bile normalne, da ne bi bile napredne, v bistvu gre pa pač za ideje, ki bi bile pač še pri nas sicer je drugačna situacija, ker smo bili včasih pod komunizmom, ampak v neki zahodni Evropi bi bile pač take ideje še par desetletij nazaj pač smatrane za radikalno leve. Ampak pač levičarji to normalizirajo iz leta v leto, tudi to, recimo te gej parade in podobno, so pač tudi primeri normalizacije nekih nenaravnih spolnih praks. To pač levičarji normalizirajo. Cilj metapolitike je pa v bistvu ustvariti neko tako imenovano desno kulturno hegemonijo, v smislu, da pač tudi desnica pač nekako ustvari neke svoje medije, neke svoje skupnosti, katere potem tudi te ideje naprej širijo v družbo in pač vplivajo z njimi na to neko splošno javno mnenje. Ja, kakšna druga tema, ki bi bila pač zelo pomembna, kot sem že omenil, to poglavje, katero pač v bistvu piše, kako pač živeti neko zdravo in neko življenje v skladu z nekimi evropskimi tradicijami in vrednotami v današnjem času, ko pač vemo, da so, kot sem že rekel, te tradicije v zatonu, ko pač v bistvu je do teh tradicij nek establishment, če mu lahko tako rečem, precej sovražno nastrojen in jih hoče pač tudi uničiti. Tako da gre tukaj tudi za to, kako v bistvu iz dneva v dan nekako živeti
neko življenje, ki ga je pač tudi vredno živeti, namesto da se pač, ne vem, predamo nekem potrošništvu, drogam in tako naprej. To je definitivno eno poglavje, kjer so pač potem tudi neki posamezni nasveti, predvsem za mlade. To je pač tudi nekaj, kar bi se mogoče v tej knjigi splačalo še omeniti. To je res, ja. Kar se pa drugih stvari tiče, je pa v bistvu, pač, kot sem že rekel, to pač ena dobra odskočna deska tudi za te druge knjige mogoče. Zdaj ta manifest za evropski preporod se v bistvu že malo bolj konkretno ukvarja s temi samimi idejami te miselne šole nove desnice. Tukaj je mogoče v bistvu treba poudariti, da ko se govori o novi desnici, glede na to, da je to en precej splošen in širok izraz, to specifično miselno šolo evropske, najprej bila francoska nova desnica, kasneje se je to nekako razširilo na evropsko novo desnico. Te nove desnice pač ne gre mešati s tem, ko mogoče kdaj vidimo, da kakšne konzervativne stranke sebe imenujejo kot nova desnica, zato ker so pač novo nastale, pa se hočejo nekako distancirati od prejšnjih strank. Nikakor jih tudi ne gre mešati recimo z ameriškimi neokonzervativci, kateri imajo sicer podoben ime, ampak pač vemo, da so pač njihove značilnosti predvsem zionizem in pač nek ameriški imperializem, ustvarjanje vojn na Bližnjem vzhodu, vsem tem stvarem pa predvsem tem ameriškem liberalnem imperializmu pa pač ta nova desnica močno nasprotuje. Ja. To gre za gibanje, ki je nastalo recimo nastalo leta 68. To bi se bilo v neki meri, kdor pač... V Franciji. Ja, kdor je pač to spremljal, bo vedel, da se je takrat rodila tudi tako imenovana nova levica v teh velikih protestih, ki so bili takrat po Evropi, predvsem so bili pa v Franciji, leta 68, če se ne motim, so bili takrat proti De Gaullu usmerjeni ti protesti. Ampak takrat se je tudi ta nova levica razširila. In v bistvu je bil to nek odgovor na to. Nek odgovor na to je bil ta think tank Grece. To so pač okrajšave, ki bi pač v bistvu pomenile nekaj v smislu skupina za raziskovanje in študije evropske civilizacije. In oni so pač hoteli predvsem uporabljati to strategijo metapolitike, torej strategijo, da se nekako splošno javno mnenje začne preusmerjati bolj nazaj k nekim tradicijam, k neki identitarni zavesti, namesto da bi se rečemo ukvarjali z neko vsakodnevno strankarsko politiko, pa s tem, kaj kdo v parlamentu rekel ali pa ni rekel in tako naprej. Kdo so pa kakšni pomembni misleci teh? Predvsem avtor te knjige Alain de Benoist, ki je bil tudi ustanovitelj think tanka Grece. Dva misleca, ki sta šla sicer kasneje bolj svojo pot, ampak sta bila tudi zelo pomembna, sta rečemo francoski mislec Guillaume Fay, in pa še en zgodovinar in avtor Dominique Venner, ki je v bistvu tudi napisal, že preden se je ta nova desnica razvila, je napisal tudi eno knjigo za pozitivno kritiko in v bistvu je tudi nova desnica dosti iz te njegove knjige prevzela razne točke in razna stališča, predvsem tudi to neko kritiko in liberalnega kapitalizma na eni strani in tega, takrat je bil seveda še aktualen tudi ta sovjetski komunizem in komunizem nasplošno, oni so bili bolj za neko, če bi lahko temu rekli, organsko ekonomijo, bolj za neko organske družbe, pač poudarjali so to neko razliko med ljudmi, pač zaradi katere, predvsem razliko med ljudmi in kot med posamezniki in kot med recimo biološke razlike, ki obstajajo recimo med rasami, zaradi česar so seveda tudi nasprotovali temu multikulturalizmu, ki je pač danes v Franciji seveda še vedno v polnem zagonu in je tudi veliko hujši, kot je bil konec 60-ih let in tako naprej. Tako da to je pač tudi ena knjiga, ki nekako risuje potem še bolj podrobno te glavne ideje, glavna načela nove desnice. Lahko še dodam, da tudi nova desnica je videla imela eno tako vizijo o nekem, lahko bi rekli, novem evropskem imperiju, torej ni bila mogoče toliko usmerjena k neki nacionalni državi, ampak bolj k tej ideji, da se pač v bistvu ustvari neko evropsko federacijo, kjer bi se pač v bistvu evropski narodi združevali, bi imeli mogoče tudi neko skupno zunanjo politiko, ampak seveda to ne bi bilo podobno današnji Evropski uniji, za katero vemo, da pač ne dela v korist etničnih Evropejcev in se v bistvu tudi tega pridevnika evropske niti ne zasluži danes, ker gre pač za neko bruselsko autokracijo, če bi lahko temu tako rekli. Zdaj ta naslednja knjiga, če se lahko naprej pomaknem, Posmrtno poročilo, je pa pač tudi knjiga avtorja Tomislava Suniča, ki je tudi en od pripadnikov te evropske nove desnice in razne teme v bistvu obravnava iz teh nekih stališč nove desnice. V tej knjigi obravnava določene filozofe, na koncu knjige recimo tudi se dotakne nekih zgodovinskih tem, piše potem, kako so recimo povojni komunisti na področju Jugoslavije izganjali nemško etnično prebivalstvo.
en del knjige recimo tudi posvečen Tretjem rajhu in tako vprašanju rase v Tretjem rajhu, ki ravno v bistvu tudi kritizira to splošno prepričanje, da ne bi pač Nemci takrat bili ekstremno antislovansko nastrojeni in pač v bistvu daje konkretne primere določenih recimo generalov in drugih osebnosti, ki so imele recimo tudi med drugim slovansko poreklo, tako da nekako ta mit proba v enem poglavju tudi malo zmanjšati ali pa pač izničiti. Gre pač v bistvu za zelo raznolike teme, zato ker so to tudi, kot sem že rekel, eseji, ki so bili v bistvu spisani v enem daljšem obdobju in so pač kasneje pristali v tej knjigi. Tako da Evropa narodov je tudi, kot sem že rekel, to je bila takrat druga knjiga Generacija identitete. Prva knjiga je bila, kot verjetno že veste, ta manifest za domovino. V tej knjigi ne bi se pa pač te neke identitarni pogledi tudi nadgradili in tako naprej. V tej knjigi si avtor nekaj člankov, v tej knjigi sem ene prispevkov? poglavij jaz napisal sem eno poglavje, ki se pač dotika tega tudi odnosa, tu pač gre za eno relativno kočljivo zadevo tudi v desnih krogih, pač nek ta odnos med krščanstvom in rodnoverjem. Nekaj sem pač o tem pisal, tukaj sem seveda pač tako pisal, da nisem hotel nekih vzbujati, mogoče ali pa stopnjevati še tega vprašanja, ampak sem bolj pisal v tem smislu, da pač v bistvu danes se pač soočamo s takimi težavami, da pač v bistvu in tisti, ki so bolj usmerjeni k rodnoverju in tisti, ki so mogoče katoliki oziroma kristjani, pa so in eni, pa se in eni drugi mogoče smatrajo za identitarce ali pa za nacionaliste, da pač načeloma stopijo skupaj, kakor se da. Pa pač omenjam pač to druge stvari, omenjam v bistvu tudi to, recimo ena stvar, ki bi jo mogoče lahko poudaril v tej knjigi, je to, da ko danes govorimo o krščanstvu, pa o tej krščanski civilizaciji, mnogi trdijo, da je pač krščanstvo en od temeljev Evrope, ampak v bistvu po moje, pa to ni nekaj, česar bi se jaz osebno do tega prišel, je še marsikdo pač pred mano do tega pač prišel, pač da v bistvu je prej nekako Evropa s tem, ko je pač sprejela krščanstvo, obogatila krščanstvo in iz krščanstva naredila neko močno, lahko bi rekel celo skoraj bojevniško religijo, bolj kot to, da bi recimo zdaj krščanstvo nekako obogatilo Evropo. Zato, ker kot vemo, je tudi pač veliko staroverskih zadev, rodnoverskih zadev se pač tudi v tem srednjeveškem krščanstvu ohranjala. In je pač krščanstvo dobilo neko novo obliko. Katera je bila zelo, ni bila preveč podobna tistim pač prvotnim kristjanom, ki so se pač zadrževali v raznih katakombah in tako naprej, in ki so bili pač zelo pacifistično usmerjeni. V prihodnosti je lahko to konflikt interesov v Evropi? Jaz mislim, da zaenkrat pač to nekako drži, da se pač dejansko in tisti, ki so bolj krščansko usmerjeni nacionalisti in tisti, ki so bolj če lahko temu rečem, pogansko usmerjeni, da nekako držijo skupaj. Je pa res to, na kar je recimo tudi ta avtor Tomislav Sunič že velikokrat opozarjal, da pač Evropejci takrat, ko nimajo nekih zunanjih sovražnikov, so se velikokrat še veliko bolj krvavo tudi med sabo pač pobijali. Tako da nažalost ni pač izključeno, da če bi enkrat mi lahko naredili, dosegali neko, da rečemo temu belo Evropo, da ne bi pa spet prišlo do kakšnih notranjih konfliktov, ki bi seveda lahko bili tudi na ta način nekako, rečemo, versko obarvani. Seveda upamo, da do tega prišlo ne bo, ampak ni pa izključeno, če pogledamo našo zgodovino. Ja. Še ta zadnja knjiga, samo na hitro. Neupogljiv je pa, kot sem rekel, pač zbirka intervjujev, tukaj bi predvsem izpostavil. Eno novejših knjig. Ja, mislim, da je bila izdana okoli leta 2020. So pa pač intervjuji, ki so bili že prej tudi na izdanju revije Demokracija, pač, oziroma v revijah. Zdaj ti intervjuji, ki jih je ta moj novinarski kolega Sajovic opravil, so večinoma bolj s kakšnimi konzervativnimi avtorji, čeprav tudi on je z določenimi identitarnimi avtorji naredil tukaj intervjuje. Jaz sem se pa mogoče malo bolj posvečal tem nekim avtorjem in piscem, ki so pač bolj disidentski. Izpostavil je mogoče recimo dober intervju od Zellnerja. Martin Zellner pač je dosti znan tudi danes še vedno kot pač ta vodja avstrijskih identitarcev. V tem intervjuju je pač povedal kar nekaj zanimivih zadev.
Izpostavil bi mogoče tudi intervju Kevina McDonalda, ki je pač v bistvu en ameriški psiholog, ukvarja se predvsem z evolucijsko psihologijo in pač tudi dotika se enega oziroma piše o enem zelo pomembnem vprašanju, in sicer predvsem o tem, kako je pač mednarodno židovstvo negativno vplivalo in spodkopavalo zahodno civilizacijo, a ne. To je seveda pač, zato je bil seveda označen za antisemita, čeprav v njegovih knjigah nekega antisemitizma v tem smislu, da bi on žalil ali pa poniževal ali pa kakorkoli domače povedano pljuval te židovske skupnosti, ni. Ampak pač v bistvu čisto iz enih takih verov, kot je recimo Talmud, kot je recimo Stara zaveza in tudi iz enih zgodovinskih dogodkov, pač v bistvu prikazuje to sliko, kako je pač, kakšen je pač bil vpliv židovske skupnosti skozi stoletja in te židovske diaspore danes na zahodno civilizacijo, kako so recimo in za vsemi temi subverzivnimi gibanji od komunizma v Rusiji do teh modernih gibanj, do koncev frankfurtske šole, ne, iz katerih je išel ta danes zelo znan kulturni marksizem, ki ga tudi v Sloveniji veliko slišimo zadnje čase. Kako je pač v bistvu to vse povezano z določenimi židovskimi pač ideologiji oziroma mislici. Ne. Tako da ta intervju je definitivno vredno prebrati. Sem pa sicer pa tudi še razne druge intervjuje naredil. Ne vem, rečemo, kot sem že omenil, tudi z Alain de Benoitem, kot predstavnikom Nove desnice, no, je tudi intervju s Tomislavom Suničem, ki ga je sicer naredil kolega Sajovic, ki ga nisem jaz delal. Tudi intervju z Danielom Fribergom, ki je avtor te knjige Vrnitev resnične desnice in tako naprej. No. Z Elnerjem si naredil še en intervju? Ja, z Elnerjem sem naredil pred kratkim tudi intervju za spletno stran Tradicija proti tiraniji. Torej gre za spletno stran Tradicija proti tiraniji.org, kjer boste pač tudi najdel, kogar zanima, in veliko zanimivih člankov in tudi veliko zanimivih intervjujev, recimo, katere pač ene delam jaz, ene delajo tudi moji kolegi, ki pač zraven, ki so pač tudi aktivni v tem projektu. Ampak tam boste pač tudi najdel veliko zanimivih člankov in intervjujev, ki se pač dotikajo teh idej, o katerih danes govorimo. Kulturni marksisti so v bistvu pač ravno to ugotovili, da je pač kultura velik faktor, in namesto da bi se ukvarjali z ekonomijo, so se začeli ukvarjati s kulturo in s tem, kako v bistvu ti kulturo in javno mnenje spremeniti, da bi pač potem tako tudi dobil podporo ljudi in pač se lahko zavihtel na oblast. Tako da kulturni marksisti pač pomeni v bistvu ti levičarji, ki se osredotočijo predvsem na kulturni faktor, namesto da bi samo govorili o ekonomiji, pa o razredih, pa tako naprej. Ne. Tukaj pa lahko seveda se tudi pomeni ta precejšnja razlika med to staro levico, lahko rečemo s to marksistično levico, pa med to kulturno marksistično levico, je tudi ta, da stara levica ne bi se pač posvečala delavskem razredu, medtem ko ta nova levica, ki se pač pojavila konec 60-ih let, je pa pač videla, da delavski razred je pač iz njihovega stališča brezupen, da pač nikoli ne bo zapustil, ne vem, svojih tradicij in tako naprej, da nikoli ne bo zapustil, da nikoli ne bo ratal internacionalen, in so pač v bistvu svoje podpornike začeli iskati v raznih manjšinah. Ne. Torej, nova desnica se pač ne ukvarja več z delavci in s pravicami za delavski razred, ampak se vse to fokusira na pravice raznih manjšin, predvsem etničnih manjšin, a ne migrantov, danes seveda tudi teh spolnih manjšin, LGBT ideologije in tako naprej. Ne. Tako da pač fokus te nove levice je pač predvsem na tem, ni pa več fokus na nekem delavskem razredu ali pa, kako rečemo, pomagati, ne vem, slovenskemu delavcu, a konec koncev podpirajo stvari, ki so popolnoma škodljive za slovenskega delavca, ker konec koncev s tem, da podpirajo množične migracije, podpirajo predvsem seveda uvoz poceni delovne sile, a ne. Katerih pač tudi glavna žrtev teh množičnih migracij je vedno ravno delavski razred, ne, ker pač dobijo korporacije, seveda tuje delavce, ki se to pač danes tudi pri nas vidimo, če pogledamo pač ta uvoz recimo delovne sile iz Bosne ali pa ne, iz Kosova in tako naprej. Ne. Tako da to bi mogoče pri kulturnem marksizmu še lahko povedali, da je to glavni fokus teh kulturnih marksistov, bolj na manjšine. Lahko se navežeš še na frankfurtsko šolo. Nekaj kratko poveš stavek dva. Ja, seveda ta kulturni marksizem je v bistvu predvsem povezan oziroma se je nekako rodil v tej tako imenovani frankfurtski šoli. To je bila pač neka miselna šola, bi tudi lahko rekla, ne, na temu inštitutu za družbene vede v Frankfurtu. Mislim, da se je imenoval inštitut za družbene vede.
In v tej frankfurtski šoli so že začeli razmišljati o tem, kako vplivati na kulturo, da bi lahko levičarske ideje pač v takrat neke tradicionalne homogene družbe noter spravala, ne? Da bi pač širili ideje v javnost. To so bili večinoma pač seveda židovski misleci, ne? No in pol seveda, ko je pač v 20 letih prišel nacionalsocializem na oblast, so oni pač večinoma pobegnili v Ameriko, kjer so pač začeli učiti na raznih ameriških univerzah in so tako tudi potem to idejo razširili po Zahodu. Po vojni so se nekateri od njih tudi vrnili, recimo v Evropo, ko je potekal ta proces denacifikacije leta 1945 v Nemčiji, so pač eni ravno od teh mislecev frankfurtske šole tudi vodili to denacifikacijo in tako potem tudi po Nemčiji in po ostali zahodni Evropi seveda širili to tako imenovano kritično teorijo. Kritična teorija je pač ena glavnih teorij frankfurtske šole in ta kritična teorija v bistvu hoče na tak način zamajati neke temelje evropske civilizacije, da pač v bistvu hoče preizpraševati te temelje, da vedno išče neke napake v teh temeljih, da potem pride do raznih zaključkov, kot jih imamo recimo danes. Obstaja tudi kritična rasna teorija, ne, ki pač v bistvu krivi vse težave, ki jih imajo recimo manjšine v Ameriki, recimo to se v Ameriki kasneje razvil ta rasna kritična teorija, pač v bistvu krivi vse te težave, ki jih imajo te manjšine na nek domnevni belski rasizem. Tako je pa tudi kritična teorija v Evropi v bistvu krivila vse težave, ki se pojavljajo v družbi na neko domnevno zatiranje raznih manjšin in zatiranje nekih pač manjšin iz strani patriarhata, iz strani pač belcev in tako naprej. Ne. Tako da to je pač v bistvu ta frankfurtska šola, ki pač v bistvu tako pač spodkopava temelje evropske civilizacije, predvsem pa lahko tukaj še omenim ta tako imenovan dolg pohod skozi institucije. To je bila pač neka njihova strategija, da namesto, da bi probali delati neke nasilne revolucije, za katere so prišli do zaključka, da se na koncu ne obdržijo in da vedno povzročijo nek posledičen odpor v vsakem narodu, ki jim pač podleže, da se pač raj probajo subverzivno pač postaviti na razne položaje, predvsem v izobraževalnih ustanovah in tako pač v bistvu prati možgane populaciji preko izobraževalnih ustanov pa preko medijev. Mogoče se preveč pač posvečajo temu, da je, ne vem, glavna stvar, treba iti na volitve, pa ne vem, voliti, pa če bomo ta pravo stranko izvolili, bo pač spet vse v redu. Ne. V bistvu se mogoče res bolj temu treba posvečati, kako počasi graditi neko, rečemo temu identitarno ali pa nacionalistično skupnost, pa v bistvu, da se to pač počasi šira. Ne. In tukaj bi pač seveda bilo treba narediti tudi kaj tacga, kakršnakoli druženja, ki so mogoče seveda tudi izven gostiln, kjer se lahko tudi kakšne nove pripelje, pa tako naprej. Rečemo, lahko bi kdaj, ne vem, v hribe tudi skup šli ali pa kaj tacga, ne, ker mi že hodimo ali pa karkoli. Ja. Sicer tudi tak je pač v bistvu tudi ta pogovorni večer danes je nekak nek namen, da se tudi kaj tacga mogoče začne delati, pa da se pa tudi tukaj kakšni novi zraven pridejo in tako naprej. Ne. Pač treba tudi s takimi pogovornimi večeri, ne, in s podobnimi zadevami, če se pa to tudi recimo objavi, ne vem, ali da se taka zadeva objavi na YouTube, ali da imamo kakšne družbeno mreže, spletne strani, ki rečemo pa, ne vem, če imamo kdaj kakšno druženje, objavimo pač fotografije, da pač tudi mladi vidijo, da se nekaj dogaja in tudi, da pač nekako razumejo, da če pač, ne vem, čutijo neke dvome do trenutnega sistema, da če se ne strinjajo s tem, kar se dogaja, da pač v temu niso sami, in da pač tudi nekaj že obstaja, kjer se pač lahko priključijo, pa kamor lahko pristopijo, ker verjetno se tudi veliko ljudi se pač tudi zaradi, kot sem že prej omenil, te neke levičarske kulturne hegemonije, se tudi marsikdo mogoče ne upa izpostaviti ali pa niti pač kaj kdaj reči, recimo v šoli ali pa ne vem, na univerzi ali pa v službi, zato ker pač, kot vemo, ima pač lahko tak posameznik potem tudi določene probleme in tudi pač levici je do neke mere to uspel, da je pač nekako je uspel do neke mere povprečnega človeka tudi ustrahovati, tako da bo potem kdaj raj tih bil ali bo pa pač neki, ne vem, zase zadržal. Ne. Tako da je pač tudi treba pokazati, da neka alternativa obstaja, da se pač nekaj dogaja in da lahko tudi nekam pridejo, kjer bojo lahko v bistvu prosto se pogovarjali in izražali svoje pač misli glede stvari, s katerimi se pač danes ne strinjajo. Ne. Ja. To je v bistvu te okroglih misli, te predstavitev, da se dobivamo, pa da se pogovarjamo. To so kompleksne teme, mogoče za kakšne, ampak ni čisto. Mladi.
Mislim, da pač Smo povabili mlade, pa doben ni prišel. imajo že oblikovano svojo